Pozdravljeni! Pri pregledovanju tehničnih značilnosti bolida Formule 1 je sklopka tisti element, ki mu verjetno posvečamo zelo malo pozornosti, čeprav je bistven na vsaki dirki sodobne Formule 1. In preden začnemo s tistimi zanimivostmi sklopke sodobnih bolidov Formule 1, menim, da je potrebno, da najprej razložim pravzaprav, zakaj sklopka je potrebna v bolidu Formule 1 in seveda tudi o ostalih prevoznih sredstvih, na primer osebnih avtomobilih. Podal bom nekaj izjemno poenostavljenih primerov na bolidu Formule 1, kateri veljajo tudi seveda na drugih področjih, tako da bo lahko vsak izmed nas razumel pravzaprav pomen tega elementa. Kaj pravzaprav sklopka je? Sklopka je nek element, ki v bistvu povezuje med seboj dve različni gredi, preko katerega se prenaša navor oziroma moč in nudi to, da se ta prenos tudi razdvoji. In seveda tu vidimo, da se uporablja pri speljevanju, ampak tudi pri pretikanju prestav. In seveda treba je razumeti, zakaj rabimo pretikanje in bi bilo mogoče to izvesti brez sklopke. V teoriji bi bilo mogoče, a mislim, da ti poskusi bi se končali nekje po desetinki sekunde, dveh, ko bi polomili večino zobnikov. Matematično je sicer možno, da bi tako pretikanje tudi uspelo, a mislim, da v realnem svetu malce bolj težko. Sklopka je sestavljena iz treh elementov. Imamo vztrajnik, kateri je na tisti pogonski strani, pritrjen na motor z notranjim izgorevanjem, danes na njemu imamo pritrjen MGU-K, da tudi on pomaga pri vrtenju. In seveda v sredini imamo na to tisto ploščo, katera ima izjemno visok koeficient trenja, na drugi strani, na strani, kjer je pritrjen menjalnik, pa imamo tisto potisno košaro. In seveda, ko so ti trije elementi ločeni med sabo, ni tega prenosa navora oziroma moči. Ko potisna košara stisne ta, imenujemo ga sendvič skupaj, ta srednja plošča zaradi te svoje lastnosti, tega svojega koeficienta trenja v bistvu stvoji eno in drugo in pride do tega prenosa. Poenostavil sem maksimalno in upam, da je stvar jasna. In seveda, sedaj tretje vprašanje, katero je zanimivo, zakaj sploh rabimo pretikati prestave. Zaradi tega, ker imamo neko določeno zakonitost pri motorjih z notranjim izgorevanjem. Ukolikor želimo izkoristiti maksimalno, kar nam ta pogon daje, morajo biti obrati glavne gredi med tistimi, kjer imamo maksimalni navor, do tistih, kjer imamo maksimalno moč. Ukolikor so previsoki ali prenizki, se samo matra pogon in nimamo hitrosti. In seveda tudi učinkovitosti, da se nam bo jasno. Zato je treba imeti več prestav. Ko gremo v hrib, so na primer obrati nižji, zato imamo tudi nižjo prestavo, ker rabimo tudi višji navor. Ko smo na ravnini, rabimo tisto višjo hitrost in pride do tistega pospeševanja. Ko obrati pridejo do tistega maksimalnega, je treba prestaviti navzgor, zato obrati padejo in začnejo zopet rasti, ko spojimo sklopko pogon z tisto pogonsko osjo. In seveda obratno, ko se zavira oziroma vozi zmeraj bolj počasi. A pojdimo naprej. Tudi tu je treba poudariti neko zanimivost. Zakaj po zgodovini gledano imamo zmeraj več prestav v menjalniku, čeprav to ni vezano direktno na sklopko. Namreč skozi zgodovino smo videli, da imajo pogoni, spravi motori in pogonski sklopi, zmeraj višjo moč. Zato tisti čas, ki je potreben, da iz števila obratov pri maksimalnem navoru pride do števila obratov pri maksimalni moči, je zmeraj krajši. A ravnine na progah so prav tako dolge, zato je potrebno kako prestavo več, da se ne ostane pri določeni nižji hitrosti. In seveda, včasih smo imeli tisto sklopko vezano na stopalko na
prednjem delu bolida, zraven stopalke za zavoro in stopalke za plen. In ko je menjal, voznik je stisnil stopalko za sklopko, oddvojil ta sistem, prijel za prestavno ročico, dal ven z določene prestave v nevtralni položaj, postavil na položaj nove prestave, navzgor ali navzdol, sedaj ni važno, spustil sklopko in nazaj ta sendvič stisnil skupaj. In seveda pri tem spajanju je prišlo do rahlega zdrsa tega srednjega elementa, kateri ni prijel pravzaprav v tistem idealnem trenutku. Prišlo je do manjšega zdrsa in do obrave. Podoben primer pri izpeljevanju. Seveda potrebno je bilo imeti izjemno dober občutek, da se je lepo spustilo sklopko v pravem trenutku za pravilno vrednost. Vse se je spremenilo leta 1989. Na površju Formule 1 je prišel Ferrari 640, kateri je imel praktično polavtomatski menjalnik z tistimi prestavnimi ročicami za volanom. O tem smo že govorili, o tem bolidu. Kaj je to pomenilo za sklopko? Najprej to, da se je sklopka uporabila, vsaj kar se tiče voznika, samo za speljevanje, to se pravi na štartu, če se je zavrtel na progi, seveda, in pri izpeljevanju iz boksov. Mislim, da je tukaj jasno. Vse ostalo je bilo avtomatizirano. Voznik je praktično pritisnil na tisto stikalo za volanom in sistem je naredil vse v avtomatiki perfektno, brez problemov. Kaj je to pomenilo za sklopko? Element je rataval z dirke v dirko, sezone v sezono manjši. Kajti potrebno je bilo, da je zdržal praktično samo tista speljevanja, drugo je bilo vse tako optimizirano, da sploh ni povzročalo težav. A na začetku tretja stopalka je ostala še na bolidih Formule 1. Videli smo pri tisti dvojni stopalki za zavore, da naprimer pri McLarenu tam do leta 1997, to se pravi, da tam na začetku let 2000 tretja stopalka zgine in tudi vozniki so speljevali s sistemom, katerega še danes upravljajo z rokami, kot vidimo za volanom. A seveda gre za drugačen sistem, kajti imajo stikalo, katero je preko elektronike povezano s klopko in prav k temu se bomo še vrnili. Kakšna je danes ta, bom rekel, plošča v sklopki? Približno, če gledamo primera kot moja pest, težka je tam okrog kilograma. Narejena je z ogljikovih vlaken, katere so pa sicer različne od tistih, ki se rabijo za šasijo, a da si bomo razumeli, izjemno majhna stvar. In tudi v konceptu tega pogonskega sklopa zaradi težišča samega je stvar postavljena sorazmerno nizko v vsem paketu v zadku bolida. Videli smo, kaj se dogaja pri štartu voznikov in to je recimo samo ena izmed metod, s katero ima vsak voznik tisto, kjer je imel bolj prilega na svojem volanu. Namreč vidimo dve stikali, katere so ločene seveda od tistih za pretekanje prestav, katero obe voznik stisne, nato eno spusti, drugo drži, dokler ne vidi na tem semaforju, da se ugasnejo rdeče luči in nato z občutkom samo s prsti spelje bolid Formule 1. Sklopka je izjemnega pomena, tudi če se voznik zavrti, da mu ne ugasne pogonski sklop, čeprav danes s pomočjo MGUK-ja pogojno lahko tudi zažene svoj pogonski sklop. Danes se dosti govori o dvojni sklopki na bolidih Formule 1 in tudi drugih cestnih avtomobilih. Če se spomnite, prej sem povedal, da v starih časih, ko so bili menjalniki še ročni in seveda sklopka na stopalki, je voznik prestavljal v točno določenem zaporedju, a to je bilo zamudno. Danes imamo dve sklopki praktično na bolidu Formule 1, kateri omogočajo tiste operacije, ki jih je prej voznik delal zaporedno, da se dogajajo usporedno. V trenutku, ko sistem oddvoji iz, naprimer, sode prestave zobnik izven, to se pravi oddvoji pogon od menjalnika in istočasno oddvoji tudi tisti zobnik sode prestave iz tistega razmerja, katerega daje skozi pogon, ga lahko že na lihi prestavi, katero je na drugi osi prestavi. To se pravi, namesto da bi iz tretje
dal v nevtralno in potem v četrto, enostavno kot da ven iz tretje, da tudi v četrto in na to samo s pravilno sklopko ta pogon ponovno združi. Zato imamo izjemno fantastične čase pri menjavi današnjih bolidov Formule 1. Praktično nične za tisto, kar mi vidimo v sodobni Formuli 1. In ena izmed zadnjih sprememb, kar se tiče prav tega področja sklopke, je bilo dano med sezono 2019 in 2020 v tehničnem pravilniku poglavje 9.2.1 sekcija F. Praktično določa, koliko zamude ima lahko ti elektronski sistemi, odkadar voznik spusti sklopko na tistem ročnem stikalu do takrat, ko sklopka reagira. Namreč v pravilniku Formule 1 so vsake pomoči, ki bi bile dane vozniku, prepovedane. Spomnimo se na veliki nagradi Nemčije, bolidi ekipe Alfa Romeo. Ta zamik te reakcije so bistveno povečali. To se pravi, voznik je spustil na hitro to sklopko, a reakcija na bolidu je bila bistveno bolj upočasnjena. Na mokri progi je bil to neke vrste sistem proti zdrsevanju, da tako imenujem. Dobili so jih, napačno kaznovali, o tem sem tudi že naredil prispevek, kajti šlo je za kršitev tehničnega in ne športnega pravilnika, kaznovali so jih, kot da bi šlo za športni prekršek, a vseeno sedaj so tudi to zanko zaprli in eksplicitno povedali, kako mora biti, sicer za sezono 2020. Kot smo videli, sklopka je tisti element, o katerem ne govorimo prav dosti, a je nekaj bistvenega, brez nje ne gre. In mislim, da moramo pri dojemanju bolida Formule 1 se marsikdaj ustaviti tudi pri njej. Toliko na kratko in na osnovah, zakaj je sklopka sploh potrebna v bolidu Formule 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.